Že vse od leta 2011, ko so Krškemu odvzeli sedež policijske uprave, pri posavskih poslancih in županih tli želja, da ta sedež dobimo nazaj, je po sestanku dejal Tomaž Lisec. Na žalost prejšnje vlade niso imele posluha, potem pa smo na mojo pobudo, predvsem pa tudi na zelo vztrajno ponavljanje teh besed v državnem zboru kolega Dušana Šiška prišla na sestanek ministru Hojsu, ki pa je glede na aktualno problematiko, tako z ilegalnimi imigranti, kot delamo tudi z romsko skupnostjo, razmislil in potem sprejel sklep, torej je že formalno pravno to urejeno, o ustanovitvi sedeža policijske uprave obmejne, naj bi se imenovala v Krškem. Dogovorili so se, da bi do konca novembra stavbo sanirali, saj je v precej slabem stanju. Tako da smo se dogovorili, da nekje do konca novembra naj bi se vrnila nek oddelek policije oziroma upravna enota za varovanje južne meje. Tako je vsaj minister zagotovil. Želja je celo bila, da bi s 1. aprilom začela operativno delovati, ampak po ogledu teh prostorov smo ugotovili, da je potrebno določene prostore urediti, čisto logistično, parket, nova okna, pogledati, kako je z elektriko, in bil je nek hiter sklep, da se bo skušalo, da bi s 1. novembrom pa dejansko ta policijska uprava obmejna v Krškem tudi dejansko zaživela z vso logistično podporo, predvsem pa, da bi bili notri že policisti, ki bi upravljali svoje naloge v skladu z svojimi navodili in pa zakonodajo. V prostore nekdanje policijske uprave Krško naj bi se naselilo od 40 do 45 policistov. Ja, lejte, mi imamo tle kar strateške projekte, ne? Imamo nuklearno, imamo mednarodni železniški prehod, imamo več mejnih prehodov, tudi Obrežje je zelo velik in tranziten, in da se vzame ena taka policijska uprava iz Krškega je nezaslišano. Po drugi strani pa, lejte, imamo dosti priseljencev, imamo probleme z Romi in vsaj neka varnost bo. Sestanka sta se udeležila tudi župan občine Krško Miran Stanko in brežiški župan Ivan Molan.